knjižnico Šentvid sem se odpravila iz centra Ljubljane z avtobusom mestnega prometa. Bila je ura, ko na cestah ni bilo gneče. Pozorno sem opazovala okolico in kmalu so stolpnice in bloke zamenjale posamične hiše. Med njimi se še vedno najde tudi kakšna stara kmetija. Tik pred avtocesto sem izstopila in v bližini cerkve Svetega Vida našla knjižnico. Šentviška knjižnica se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe. Prostor sicer ni tako majčken, ampak vseeno sem začutila, koliko lažje bi knjižnica dihala z večjimi površinami. Sprehodila sem se kot v labirintu med knjižnimi policami in tam našla vodjo knjižnice Karmen Jančar, bibliotekarko, ki je prve delovne izkušnje v knjižnici pridobivala že pred 3 desetletji. In še nekaj moram takoj povedati. Energija v knjižnici je zaradi Srečka tako onežena, da bi tam obsedel dolge ure, prebiral knjige in crkljal mačje bitje. Srečko je namreč muc, ki si je knjižnico izbral za svoje dnevno domovanje. Karmen, iz srca hvala, da si se odzvala povabilu v tale naš podcast. Pozdravljena v knjižnici Otona Župančiča. Potovali bova po tvoji službi, malce se bova dotaknili tvoje osebnosti in zasebne poti, si pa po izobrazbi bibliotekarka in pot v knjižnico si verjetno začrtala že zelo zgodaj. Pravzaprav sploh nisem vedela, kaj bi rada postala. Pol pa od mojega brata punca je bila že takrat v knjižnici in sem rekla, zakaj pa ne bi v knjižnici. Vedno sem pa tudi rada brala, tako da sem se pol kar odločila, da bom šla študirati bibliotekarstvo. In na študiju bibliotekarstva si dobila občutek, kakšno je delo v knjižnici, ali je bilo to izobraževanje bolj povezano s teorijo? Ja, nažalost je bolj teoretične narave, tako da delo v knjižnici je povsem nekaj drugega, kot te učijo na faksu. Kot mlajša, kot otrok, mladostnica, pa nisi imela kakšnih drugih želja po kakšnem drugem poklicu? Ne. Si kdaj kot otrok predstavljala, kaj boš? Ne, nikoli nisem rekla, da bom, karkoli. Zdravnica, ne, učiteljica, ne. Plesalka, ne, operna pevka. Še manj. Zdaj se malo hecam, takšne želje sem namreč jaz imela, nekdaj se spomnim, kako sem pela opere, ko sem bila majhna in žal so me imeli vsi do vrha glave in še čez. V katerih knjižnicah pa si, preden si pravzaprav postala vodja Šentviške knjižnice, nabirala delovne izkušnje? Vem, da si bila kar v nekaj enotah mestne knjižnice Ljubljana in me zanima, kakšna je bila ta tvoja pot. Kako si pravzaprav najprej prišla v knjižnico? V knjižnico sem prišla prek javnih del, to že davnega leta 1995. Se pravi, bo letos že 30 let delovne dobe imam, ampak če bi vse mi štel, bi bilo že lansko leto. Tako da imam že kar nekaj izkušenj. Začela sem pa v knjižnici Šiška, pravzaprav uvajali so me v knjižnici Šentvid. Kjer si tudi zdaj. Ja, vmes sem bila še v knjižnici v Medvodah, ki je bila takrat še del knjižnice Šiška. Pa potem sem bila tudi v knjižnici Prežihov-Voranc. Na Viču. Ja, potem sem pa zdaj spet nazaj prišla v Šiško, potem sem bila vodja še v knjižnici Vodice, leta 2022 sem pa prišla v Šentvid. Torej, kot vodja Šentviške knjižnice nisi povsem brez vodstvenih izkušenj. Ja, prvič sem se z vodenjem knjižnice srečala v Vodicah, ko je prejšnji vodja Tomaž Miško odšel v Slovansko knjižnico, in so iskali vodjo, tako da sem pol jaz šla v Vodice. Tam sem bila pa 5 let in zdaj sem v Šentvidu že 4 leta. Že 4 leta, se pravi, kar 9 let nekih izkušenj vodenja ene take manjše enote. Kako se pa delo v manjših enotah recimo razlikuje od dela v teh večjih centralnih enotah? Predvsem je delo bolj osebno. Spoznaš uporabnike, spoznaš njihov bralni okus, z njimi se lahko pogovarjaš, poklepetaš, pohecaš, obiskovalci se radi vračajo, vedno poiščejo tisto osebo, s katero se bolj razumejo, tako da mislim, da tudi
to je dosti odvisno od knjižničarjev, koliko obiskov imajo. Pa od srečka našega. Od vašega srečka, ja. Tako bom rekla, verjetno je tudi gradivo, ki se izposoja drugačne vrste, kakor v večjih enotah. Pa to niti ne, no. Niti ne bi rekla. Ne. Posod gre ogromno leposlovja. Ne. Zlasti novosti, verjetno. Seveda, novosti takoj poberajo, ker pridejo z buklo, pa iščemo, pa vse sposojeno. Potem te slikanice otroške, ne. Pa tudi nekaj strokovnega gradiva. To, da si vodja knjižnice Šentvid, verjetno pomeni tudi mnogo dela, ki ni povsem knjižničarsko. Ja, seveda. Kakšne so tvoje naloge? Predvsem zdajle iščem izvajalce prireditev za jesenski čas, pišem program, kaj bi bilo dobro, da bi imeli. V kratkem bomo dobili tudi knjižnico semen, tako da iščemo izvajalce predavanj. Potem usklajujem datume za prireditve, zelene tedne, bralne skupine, potem pišem prispevkov v lokalni časopis, sem ravno včeraj mogla oddati en prispevk. Je veliko birokracije tudi. Ja, je. No, povej nam kaj o tem, to me namreč strašno zanima. Pravijo namreč, pa tudi sama sem izkusila, da se količina birokratskih nalog kar povečuje in da nam to vzame lahko kar precej časa. Ja, vsekakor drži. Sigurno bi rabili še kakšnega zaposlenega, da bi lahko tako izpeljali program, kakor si ga zadamo, ne? Pa še boljš. Ampak žal za pultom ne moreš tega delati, ne? Internega dela imamo zelo malo, zaposlenih pa tudi premalo. Bi rekla skoraj premalo? Ja, ali premalo? Premalo. Kako pa potem sestaviš recimo urnike s tako malo zaposlenimi? To pa jaz ne sestavljam, to pa sestavljajo v Šiški, Andreja Nervat nam dela urnike. Aha, tega si potem torej oproščena. Ja. Kaj se pa zgodi, če recimo sodelavci ostanejo na bolniških ali pa ko gredo na dopuste? To vse Andreja ureja. Ja, ampak kaj se zgodi v knjižnici? Kako je, ko je še manj ljudi tam, kot bi jih moralo biti? Če se le da, pošljajo koga iz Šiške. Aha, imate potem nadomeščanja. Ja, tako. Kako se pa počutijo v vaši knjižnici tisti, ki pridejo? Upam, da dobro. Zadnje čase še bolj radi pridejo, ker so ugotovili, da dobijo dan dopusta. Zdaj dodatno, če se selijo iz enot, pa tudi naš Srečko je zelo vesel, če kdo pride. Glede na to, da imate v bližini osnovno šolo, gimnazijo, vrtec, glasbeno šolo, a je največ vaših obiskovalcev otrok in mladih? Ja, velika večina je, ampak naj te popravim, nisem ena vrtec, pa ena šola, pa ena glasbena šola. Ampak jih je več. Veliko več. Imamo osnovno šolo Šentvid, Franc Rozman Stane, Alojzij Šuštar iz Zavoda svetega Stanislava, potem pridejo na Rastenc knjigo recimo tudi z osnovne šole Vižmarje Brod, pa Šmartno pod Šmarno goro, to so zdaj že 5 osnovnih šol. Potem imamo vrtec Šentvid, pa vrtec Dobrega pastirja, pa še Montessori. Potem imamo srednje šole, so ta gimnazija Šentvid, pa Škofijska gimnazija in pa še 3 glasbene šole. 3 glasbene šole. Ja, zdaj si tako naštela, kakor da bi bili nekje v centru Ljubljane ali pa res v nekem velikem mestu. Taka bližina recimo pomeni tudi sodelovanje, ne samo obiskovanje mladih in otrok. Ja, seveda, z lokalnim okoljem. Meni se zdi najbolj pomembno sodelovati z lokalnim okoljem, ker vsi nekaj od tega odnesemo, ne, in se čisto premalo povezujemo in se trudim, da bi se čim več, pa smo tudi že navezali stike z vsemi pač temi, ki sem jih naštela in tudi lepo sodelujemo z njimi.
Karmen, ne gre v bistvu samo za to, da se udeležijo otroci programov CCU, HEC, Rastem s knjigo, ampak to sodelovanje si oplemenitila tudi z drugačnimi dogodki, z drugimi stiki. Kako sodelujete? So prišle ideje recimo iz tvoje strani, iz knjižničarske strani, ali so morda tudi vsi ti učitelji, ki so tu zbrani okrog vas, imeli kakšne ideje, da bi z vami sodelovali? Ja, nekaj z moje strani, veliko pa tudi z njihove strani. Tako da recimo glasbeni center, zvočna zgodba, je prišla njihova učiteljica glasbe, ravnateljica in je rekla, če bi sodelovali, sem rekla seveda, in zdaj nam pripravlja tako približno 2-krat na leto eno glasbeno pravljico, ki jo vrstimo pol v svoj program. In otroci pridejo z inštrumenti, pridejo poslušati otroci, starši, tako da imamo polno knjižnico. Baje ste imeli na obisku tudi baletke? Ne, to smo imeli pa na otvoritvi razstave Janeza Bitenca, ki je bila v Šiški. In tam so prišli iz glasbene šole Matije Tomca in so pripravili celoten program, glasbeni, baletke in res je bilo super. Ko si naštevala te šole v okolici knjižnice Šentvid, sem pomislila na to, kadar vas obiščejo skupine, razredi, kako to izgleda? Se v vašem knjižničnem labirintu izgubljate, iščete, kje najdete prostor, da se vsi skupaj usedete in da si poveste tisto, kar si imate povedati? Ja, pri nas imamo zelo malo prostora in bi nujno rabili večji prostor. V naši čitalnici imamo eno okroglo mizo in stole okrog in tisto mizo moramo vsakič pred vsako prireditvijo odstraniti, pripraviti stole, po prireditvi pa nazaj postaviti, tako da imamo kar dosti dela. Pa tudi te knjižne omare imamo na koleščkih, tako da jih moramo velikrat tudi odmikati, da lahko vse noč spravimo. Ja, to se mi je zdela zelo dobra ideja, sploh kadar je pomanjkanje prostora, tako očitno kot je pri vas. In sem si zaželela, da bi tudi drugod, v drugih knjižnicah to idejo prenesli na to naše pohištvo. Marsikdaj lahko prostor spremeniš in postane povsem nekaj drugega. Kako se otroci recimo potem znajdejo, ko je knjižnica drugačna s temi premiki? Im je to všeč? Se znajdejo, predvsem tele osnovnošolci, ki pridejo po šoli v knjižnico, tako jih je res ogromno, od 30 do 60 jih pride, ampak žal se nimajo kam dati in pa se kar tam med policam posedajo po tleh in to je to. In pa se zabavajo po svoje. Tla imate tudi posebna, zelo so mi bila všeč, ali pa da tako rečem, da so mi padla v oči. Ste zelena knjižnica in s to zeleno knjižnico je povezana tudi zgodba teh tal. Ja. Ko so knjižnico Šentvid leta 2014 prenavljali, so jo prenovili v skladu z vsemi temi priporočili za ekološke in zelene standarde in so naredili tudi tla iz kavčuka. Te so bolj taka okolju prijazna in tudi človeku. Že prej si omenila tudi knjižnica semen, pa ekološki kotiček, vem, da tudi imate ekoteden, ekopravljice. Kaj zdaj se to pomeni? Ja, knjižnica Šentvid je zelena knjižnica. Leta 2019 je tudi dobila Iflino nagrado in prišla med finaliste 5 najboljših zelenih knjižnic na svetu. Na 4. mesto smo se uvrstili, tako da imamo tudi nagrado. To pomeni, da je program prilagojen tudi z vsebinami? Ja, seveda. Vsak mesec imamo prireditve vedno povezane z ekološkimi temami. Potem imamo tudi vsak mesec delavnice, vse izdelujemo iz naravnih materialov, recimo tudi kakšno kozmetiko, čistila in take, in so te delavnice v zadnjem času zelo dobro obiskane. Tudi knjižnico semen boste imeli v kratkem, ampak kot sem razumela, to ni enkraten dogodek. Če semena vzameš oziroma si jih sposodiš v knjižnici, potem jih moraš tudi vrniti, ampak ne tista, ki si jih izposodil.
Ne, seveda ne. Tista, iz katerih so zrasle nove rastline in iz katerih smo potem pobrali spet semena. Katere rastline bodo to? Vse sorte, zelenjave, rož, različno. Kako se pa ljudje odzivajo na te ekološke dogodke? Na nekatere zelo dobro, na nekatere pa tudi malo manj. Na predavanjih recimo ali pa na delavnicah si predstavljam, da kar precej ljudi to zanima. Ja, seveda. Da smo v takem času, ko ekologija zavzema neko pomembno mesto tudi v naših domačih življenjih. Ja, seveda. Sploh pa te ekološke teme zdaj res dobro je obiskano vse, pa tudi zdaj ta knjižnica semen jo šele prilagajamo, tudi prostor smo mogli najti, kamor bomo uvrstili to omaro za semena, ker si videla sama, imamo zelo malo prostora, ampak bomo. Moram še to povedati, imamo tudi ekotedne, zelene knjižnice ima ekotedne. Imeli smo sicer 4, ampak zdaj smo prišli na 2, ker smo s Centrom za koordinacijo storitev smo sodelovali in oni nam 2-krat na leto pomagajo pripraviti ta ekoteden. To pa pomeni, da imamo še več dejavnosti, kot jih imamo na običajen mesec. Se pravi, imamo ekološko predavanje na ekološke teme, potem imamo ustvarjalno delavnico za odrasle, ekopravljico za najmlajše tisti teden, pa še kakšno ustvarjalno delavnico za otroke z ekomateriali. To moram še povedati. Kako pa povabite na vse te dogodke? Najprej dobro sodelujemo s četrto skupnostjo, tako da oni na spletni strani objavijo v svojem časopisu, v prispevku, tako moram zelo naprej vedeti, da kdaj bojo prireditve. Potem na Facebook skupine teh lokalnih društev ali pa kaj takega pošljam. Potem pa še... Dobro, tudi na strani mestne knjižnice Ljubljana je itak objavljeno, ampak ali se v teh naseljih, ki so bolj povezana med seboj, širi tudi glas od ust do ust? Ja, to pa najboljša reklama. Najboljša reklama še vedno, tako pravijo. Karmen, danes so v porastu tudi bralne skupine ali pa bralni klubi, bralna srečanja, kakorkoli že tej obliki dejavnosti, branja in pogovarjanja o knjigah pravimo. In tudi v knjižnici Šentvid imate takšen bralni klub, oziroma celo 2, katera 2 sta to? Ja, imamo 2 bralni skupini, prva deluje že 10 let in jo vodi Mateja Kobal, imenuje se Razpletanje zgodb, to je slovenska bralna skupina. Zdaj kakšno leto pa deluje tudi romunska bralna skupina, ki jo pa vodi zunanja izvajalka, ki je članica naše slovenske bralne skupine. Kaj zdaj to pomeni romunska bralna skupina? Se pogovarjate v romunskem jeziku, berete v romunskem jeziku? Kako to izgleda in zakaj ravno romunska in kako je Laura prišla na to idejo? Laura je v bistvu Romunka, ki že 20 let živi v Sloveniji in je poročena z Romunom. In ona je članica naše slovenske bralne skupine in ko smo se mi odpravili prvič preko Erasmus Plus na mobilnost, smo se članice, ko smo se tja odpravile, povezale med sabo in smo postale zelo dobre prijateljice in smo več zvedle ena od drugi. In ena od teh novic je bila tudi, da Laura vodi že svojo bralno skupino, romunsko. In oni so se dobivali po domovih, po lokalih, pa je padla ideja, zakaj pa ne bi imeli pri nas to, in od takrat so zdaj oni pri nas. Pogovarjajo se pa v romunščini, namenjene romunsko govorečim ali pa študentom romunščine, z filozofske fakultete jih pride dost in tako. Šentviška knjižnica je tudi zelo dobro pa simpatično opremljena s tablami za vse vrste gradiva. Navdušil me je recimo napis Modroslovne vede. Ko pa sem iskala knjižnico, pa ko sem prihajala, pa ob cesti oziroma poti, pravzaprav nisem videla nobene usmerjevalne table. Kako to? Ja, zelo dobro bi bilo, da bi imeli kakšno tablo. Ampak žal, imeli smo, ko je bila še stara knjižnica Šiška, smo imeli še starim logotipom jo,
tako da tisto smo odstranili, nove pa ni bilo. Ne. Dobro, znajdemo se tudi seveda po omrežjih in pogledamo kam levo, desno, koliko časa imamo do neke točke, kot je recimo vaša knjižnica. V vaši knjižnici lahko ljudje obiščajo tudi potopisna predavanja. Ja, seveda, pri nas imamo tudi kot v ostalih knjižnicah potopisna predavanja enkrat na mesec skoraj. Nazadnje smo imeli, naša prostovoljka je predavala o svojemu potovanju po kaminu. Ona je zelo izkušena kaminohodka in je prehodila tudi že od doma do kamina, do Santiaga je prišla in je vzela kar 6 mesecev, mislim, da je rekla. No, zdaj je bila nekje po francoski veji kamino poti je hodila. Večkrat povabimo tudi motoriste. Oni zelo napolnijo našo knjižnico in so zelo obiskani. Kje imate pa platno? Ker predvidevam, da na potopisnem predavanju ne morete brez slikovnega gradiva. Res je. Platno imamo skrito v čitalnici. Tam imamo tudi projektor gor na stropu. Platno se pa iz stropa dol potegne. Se pravi priročna rešitev. V tej hiši, kjer je knjižnica, je menda stanoval tudi Bitenc in pri vas ima tudi Bitenčeve pravljice. Ja, Janez Bitenc, on je bil skladatelj, pesnik, pisatelj, glasbeni pedagog. Vsi poznamo njegove pesmice, Kuža pazi, Metuljček cekinček, Naša četica koraka. Mnogi ne vejo, da je to on napisal, ampak ja, on je bil ta mojster, živel je pa v stanovanju nad knjižnico Šentvid. In lani je bila ravno obletnica, 100-letnica rojstva Janeza Bitenca in zato smo se odločili, da bomo pripravili eno tako, kaj ne rečem, spomin nanj. Zato smo v lanskem letu pripravili razstavo s Petro Brezinščak iz Slovanske knjižnice, sva pripravila razstavo o njegovem življenju in delu. To razstavo smo otvorili, tako kot sva že prej povedali, z učenci glasbene šole Matije Tomca. Potem smo imeli cele 2 meseca samo njegove glasbene pravljice. Povabili smo tudi glasbeno šolo Franca Šturma in na vsako uro pravljic so oni prišli. Mi smo pripovedovali pravljice, oni so pa zaigrali zraven in zraven tega smo se naučili tudi še pesmico njegovo. Ja, krasno. Ja. Morda poveš kakšno anekdoto o Bitencu? Ja, kakor so pripovedovali starejše kolegice, je Janez Bitenc prišel skozi naša zadnja vrata službena, iz njegovega hodnika, ki je večstanovanjska hiša. In je prišel s klaviaturom, kar potrkal zadnja vrata, so mu odprli in je povedal pravljico, pa zaigral. Seveda pa naučil kakšno pesmico. Je prišel torej skoraj da v copatah. Tako, v copatah je prišel. A ja, zares? Ja, zares. Krasno. Na hiši pa nekega obeležja, da je tu bival Janez Bitenc ni. Žal ne, mogoče pa to dobra ideja, da bi to da bi knjižnica sprožila to akcijo ali pa pobudo. Tako, no? Ali pa pač ti sama z lokalnim časopisom ali kakorkoli. Ja, dobra ideja. Baje imate tudi eno zelo posebno zbirko CD-jev. Ja, naš kolega Bojan Melinc ima tak, kako bi jaz rekla, poseben glasbeni okus. On elektronsko glasbo posluša in ga sodelavci lepo prosimo, da je ne predvaja v knjižnici, ker človek rata kar živčen zraven, ko to posluša. Ampak ima on en tak svoj krog oboževalcev te glasbe, med njimi tudi recimo ilustrator Zvonko Čoh ali pa Milan Erič ali pa Igor Kregar, slikar. Tako da so taki posebni obiskovalci pri nas. Si izposojajo potem to glasbo, jo tudi kdaj kaj prinesejo v zbirko teh CD-jev, če najdejo po svetu kaj zanimivega? To niti ne nosijo, bolj sposojajo. Bolj sposojajo. Ja. Kakšne pa so danes tendence v knjižničarstvu kot stroki? Kako vidiš ti ta naš razvoj? V katero smer gremo? Gremo v pravo smer? Po mojem bi mogli malo pohiteti. Kje pa zaostajamo?
Po mojem, tale umetna inteligenca nas kar preganja, da bi se mogli mogoče malo, kaj ne rečem, preobraziti poklic mogoče. Strahu pred tem, da bi poklic knjižničarja izumrl, verjetno ni upravičen. Ne, jaz mislim, da ne. Vedno bomo rabili še človeka, ki bo z dušo in toplino pristopil drugemu človeku. Umetna inteligenca tega ne zmore, čeprav je zelo prijazna, ampak mislim, da človek je le človek. Ta znanja, ki izhajajo, ali pa vse te informacije, ki izhajajo z področja umetne inteligence, se res hitro razvijajo. Kaj pa meniš, da bi knjižničarji morali pri tem storiti? Kako naj jo ujamemo? Predvsem moramo se udeleževati izobraževanj v tej smeri. Na ta način z izobraževanji torej knjižničar dohaja čas, širi svoje strokovno znanje, ali meniš, da lahko z različnimi izobraževanji, ki jih nudi seveda tudi Mestna knjižnica Ljubljana sama, gradi svojo osebnost? Ja, seveda, izobraževanja so super. Jaz sem se jih udeležila že ogromen, pa še se jih udeležujem, sicer malo manj kot prejšnja leta. Zadnje leta predvsem so me pritegnila izobraževanja preko Erasmus+, ker vem, da drugače jih ne morem privoščiti, tako da so mi dobesedno odprla okno v svet. Torej, če rečem Francija, Romunija, Islandija, to niso tvoja osebna potovanja, ampak tvoje strokovno službeno delo. Ja, v Mestni knjižnici Ljubljana smo bili med prvimi, ki smo se lotili mobilnosti učečih se odraslih, in to se je izkazalo kot res izjemna dragocena izkušnja. Vsi smo se ogromno naučili, se še učimo, dobivamo nove ideje, drugačen pogled na delo, pa tudi nova motivacija za delo v knjižnici. Kaj pa to pomeni, da so obiskovalci mobilni? To pomeni, da smo mi našo bralno skupino, zdaj bomo že drugič šli z našimi uporabniki v tujino, kjer jih peljemo v kakšno knjižnico. Tam spoznavamo, kako deluje njihova knjižnica, njihovo okolje, njihova kultura, njihovo naravo spoznamo, kulinariko, vse sorteno. Res, jezik vadimo. In hkrati se knjižničar in v bistvu član knjižnice, obiskovalec knjižnice družita, izmenjujeta poglede in to verjetno oplaja misli enega in drugega. To je pomembno tako za stroko, kakor potem tudi za obiskovalca samega, da se še vrača v knjižnico in ostaja član in spodbuja verjetno tudi ostale. Ja, tako. In tako je tudi pri nas v Šentvidu, recimo, ko se srečaš na bralni skupini enkrat na mesec, se ti ne moreš tako spoznati. Tam smo bili pa par dni skupaj, 24 ur na dan in z Matejo si sploh nismo mogli predstavljati in pa jih moraš razdeliti po sobah. To so bile tako zadovoljne ženske. Jaz ne znam povedati, to je bila taka ena dobra izkušnja, toliko je bilo fajn, povezale smo se, postale smo prijateljce, pokličemo se, še zdaj objamemo se, ko se srečamo v knjižnici. Res, to je bila ena taka nora izkušnja, ki zahteva pa veliko priprav. Kakšne so te priprave? Vsakmu udeležencu pripravimo tako knjižico, kjer so napotki, kje bomo, telefonske številke, recimo par fraz v angleškem pa romunskem jeziku, te osnovne, potem kje bomo spali, kaj bomo jedli, kako bomo šli tja, ogromen dela. Vse to pripravi knjižničar? Ja. Tisti, ki je vodja skupine? Mi z Matejo, Praviš, da se... Omenila si romunske besede, torej greste v Romunijo? Ja, bili smo v Franciji, v Romuniji so šle že pogledati, kako pa tudi na sledenje na delovnem mestu. In so najo izjemno lepo sprejeli. Mogoče imamo mi Slovenci malo predsodkov do Romunov in to so zdaj totalno razbile, ker tam knjigarne, ki jih pogledaš, ne moreš verjeti. To sam stojiš pa gledaš, kako imajo urejeno. Kakšne so pa knjižnice?
Knjižnice bi pa lahko imele malo boljšo opremo. Aha. Ampak ne glede na to, se oni zelo trudijo s svojimi projekti in svojimi programi, da bi privabili čim več bralcev. Ne? In pa ugotoviš, ko greš takole okrog, koliko je to knjižničarstvo en tak lep poklic, ko imamo vsi isti cilj, širiti branje pa... Branje, povezovanje, Tako, ja. Pogovor, to medčloveško izkušnjo, ne, ki je v svetu, kakršen je danes, že skoraj da kar redkost. Ja. Saj tako postaja. No. Večinoma ljudje pravijo, da bi se morali več pogovarjati, imeti več časa drug za drugega, pa tudi zase. Kaj boste še počeli v Romuniji? Kaj boste brali, recimo? Ja, prebrali bomo, smo že prebrali, zdaj se bomo še pogovarjali o obe skupini, njihova romunska in naša, Ja. naši dve. Bomo prebrali od Gorana Vojnoviča Čefuri Raus, ker je prevedena tudi v romunščino. Potem pa bomo še, Romuni so pa predlagali eno knjigo, ampak žal ni prevedena v slovenščino, so nam pa poslali film. Tako da si bomo ogledali film z angleškimi podnapisi. Tako da, ja, bomo se o dveh knjigah pogovarjali, oziroma film in knjiga. Tudi filmi so med našimi osnovnimi sredstvi, tako kot knjiga, ne? Ja. Za delo, tudi gradivo, ki se izposoja. To poznavanje psihologije medčloveških odnosov je izjemno pomembno, seveda je tudi dragoceno. Kaj ti meniš, kakšen bi moral biti recimo knjižničar, kakšno psihološko znanje bi moral imeti, da bi bil ne samo dober, ampak še boljši v odnosu do obiskovalcev? Predvsem bi mogel biti dober kot človek. Ker če si dober do drugih, so oni tudi dobri do tebe. Pač moraš imeti določena znanja, kakšna podrobna psihološka niso potrebna, ampak moraš imeti občutek za ljudi. Empatijo, Ja. razumevanje. Ja, čuječ moraš biti tudi. To si zdaj krasno povedala. Kdo vse so pa tvoji sodelavci in kako jih animiraš za delo? Moji sodelavci so vsak za svoje strokovnjak svojega področja. Bojan Melinc sem že povedala, ne? Strokovnjak za glasbo. Potem imamo Andrejo Predovnik, ona je velika ljubiteljica živali. V knjižnici počne čisto vse, vodi tudi Rasten s knjigo, ima čez projekt Mesto bere, Poletavce, leposlovne romane odpisuje. Potem imamo še Davor Tratnik, on je pa veliki poznavalec zgodovine, športa in tudi kraljeve družine. Krasno, ali Ja. vsa ta znanja tvoji sodelavci delijo tudi z obiskovalci? Seveda. Tudi z nami, če ne poznamo vseh odgovorov, seveda, ne, pa če vemo, da on to zna, ga kar napotimo k sodelavcev. Si tudi oseba, ki zelo rada raziskuje, pa naj gre za zgodovino, dogodke, naravo, morje, hribe. Prvo omenjeno zgodovina bova potrdili kar s 2 prispevkoma o Vodicah, ki si jo ti napisala. Eden je o šolstvu, drugi je o velikem ljubljanskem potresu leta 1895. Kako je potekalo to tvoje raziskovanje in potem zapis takega strokovnega članka? No, je bilo še malo več, no, teh prispevkov. Zdaj, ko sem bila še v Vodicah, je občina Vodice želela izdati zbornik o Vodicah in so knjižnico povabili k sodelovanju. Prej z njimi je sodeloval Tomaž Miško, ne, ki so tudi opazili njegove članke, ki je tudi pisal za Vodice. No, pa so pa še mene povabili in sem napisala pač te 2 članka, ki si jih omenila, pa še o narodnem buditelju Valentinu Zarniku. Potem sva z Gašperjem Hudolinom iz Slovanske knjižnice pripravila tudi razstavo o njem.
Pol sem za Ljubljano med nostalgijo in sanjami napisala še 2 članka, enega so tudi skupaj z Gašperjem, tudi o temu Valentinu Zarniku, pa še enega Lahko bi bila prijatelja, Jakob Aleševec in Josip Jurčič. Jakob Aleševec je bil rojen v Vodicah in on je bil kot prvi pisec kriminalk slovenskih in napisal je tudi, ustanovil je ta prvi humoristični list Brencelj. Kako si se lotila vseh teh raziskovanj? Ali pa če se omejiš recimo na enega, pa nam na primeru enega poveš, kje brskaš za viri, kje najdeš tudi čas, da se to narediš? Čas je predvsem prosti čas. Drugače sem pa raziskovala, povsod sem bila v Nuku, v arhivu, v škofijskem arhivu, mogla sem se pri šolstvu, recimo pri zgodovini šolstva, sem se mogla najprej seznati, kako je potekala cela zgodovina šolstva na Slovenskem. To je zelo velik dela, ni toliko malo. In res, če te ne zanima, se naloteš tega. Dobro je imeti take dobre knjižničarje v Mestni knjižnici Ljubljana, ki se ukvarjajo še s čim drugim, ne samo s strogo knjižničarskim delom, kajti širina je res tisto, kar naj bi vsak knjižničar imel nekako v sebi. Obožuješ naravo, morje in hribe. Rada plavaš. In tu bi te rada vprašala, oziroma omenila to, kako lepo si mi povedala, da plavati je potrebno tudi znati pravilno. Ja. Torej, ni vsako plavanje tisto, ki naj bi bilo zaresno plavanje. Ja, res je. V zadnjem času sem ugotovila, da znam plavati sam žabco in da je že skrajen čas, da se naučim še kaj drugega. Zato sem se upisala v tečaj, kjer me učijo zdaj hrbtno, prsno, kravelj, delfin, tako da sem se naučila tudi tega. Ti to pride prav pri ohranjanju kondicije in pri skrbi za tvoje domovanje? Ja, seveda. Ampak tvoja velika ljubezen je pa motor. Ja. To je verjetno prav posebna oblika svobode. Res je, celo življenje sem si želela voziti motor, ampak nikoli ni prišlo do tega, noben me ni hotel peljati z motorjem, pa sem rekla, zdaj pa res že čas, ko so otroci malo zrasli, da grem jaz delati izpit za motor. Kako so se pa na to odzvali tvoji otroci? Ja, fanta sta rekla, kaj ti boš motor vozila? Sem rekla, zakaj pa ne? Ja pa ne, mame, ti pa ne moreš. In tole me je še malo bolj spodbudil, da jaz pa lahko. Kam si se najdlje zapeljala? Nisem šla prav zelo daleč, to moram zdaj izkušnje nabrati. Tako da sem šla najdlje do Pule, pa do Maribora, tako bolj po Sloveniji. Kakšne so pa izkušnje z motoristi, pa verjetno tudi z motoristkami, saj vas ni tako malo? Moram reči, da so zelo prijetni ljudje, so ena taka skupnost, ki en drugega podpirajo. Na cesti mi je najlepše to, da se zmer pozdraviš, prste iztegneš in to me vedno kar pogreje pri srcu, ko se to zgodi. Če pa kdo ne, sem pa kar malo kako pa ti ne. Ja, tako da to je res ena lepa skupnost. Priskočijo ti na pomoč, karkoli se zgodi. Zaenkrat na srečo še nisem rabila, ampak enkrat mi je padel motor, pa so mi pomagali pobrati. Tako da, res moram reči, da vse pohvalim motoristom, vse tem, ki vozijo s pametjo. Se ob teh vožnjah spreminja tudi tvoj pogled na svet? Ja, mislim, po eni strani zato ker, ne vem, to je ene vrste poseben užitek, ko se peleš in si sam s sabo in ne moreš misliti na nič drugega, kakšne probleme ali pa kaj, samo uživaš in slišiš tisto ropotanje od motorja in kaj mu je malo bolj glasen, kaj je čopar in mi je fajno. Vzameš s seboj tudi knjigo?
Na motorju imamo zelo omejen prostor Saj za zato te pa prtljago. vprašam. Jih pa vzamem ogromno na morje, ampak na motor pa res kakšno čistanko, če gre. Katero od knjig, prebranih v zadnjem času, pa bi recimo priporočila v branje in zakaj? Trenutno v zadnjem času se pripravljamo na to mobilnost v Romunijo, tako da berem Čefurja Raus pa Drakulo. Oboje priporočam, mi je fajn, da uživam. Čefurja sem zdaj drugič berem in so mi res mi je to ena taka literatura, ki mi je zelo blizu. Drugač pa sem razmišljala, da Prekleta mi je bila zelo všeč. Aha. Ja. Kakšna je kakovostna literatura? Kaj mora biti v knjigi, da ji rečeš, da je ta pa res odlična, kakovostna, primerna za branje? Predvsem mora imeti lep jezik, pa tisti drug faktor je pa, da se te dotakne, ne? Da najdeš neki zase v njej ali pa da se te dotakne v glavnem, nekaj, da ti k srcu, nekaj, ali te stisne v želodcu, ali te pri srcu stisne nekaj, v glavnem, da se te dotakne, ja. So take tudi pravljice, obožuješ namreč zbirke pravljic. Ja, že od nekdaj rada berem pravljice, ko sem bila majhna, sem najraje brala pravljice. No, to sem pa verjela tudi na Princa na belem konju, pa ga ni bilo, pa tudi na motorju, ne. Ampak, ja, zelo imam rada pravljice, pravzaprav kar nekako zbiram zbirke pravljic, ja, in jih imam kar v spalnici na svojih knjižnih policah. Aha, torej tvoja domača knjižnica se nahaja v spalnici, ja. Ali še kje drugje, v kakem drugem prostoru? Zaenkrat samo v spalnici, ko bom pa prenovila stanovanje, bojo pa tudi v dnevni sobi. Tudi v dnevni sobi. Ja. Zdaj sem se spomnila, da iščeš eno posebno knjigo, ki se jo zelo težko baje dobi in je razprodana. To so Čoharije. Narediva en poziv vsem, ki naj jo poslušajo, da če to knjigo najdejo, ali jo imajo doma, ali je ne bi več imeli, ampak mora biti lepa in dobro ohranjena, jo lahko prinesejo v knjižnico Šentvid k tebi, Karmen. Lahko je tudi kjerokoli enoto prinesejo, pa jo pridem iskat. Jaz bi predvsem rada, da takšen, ki bi ti tako knjigo podaril, da bi te tudi spoznal in da bi izmenjala kakšno mnenje. Za konec pa ne moreva mimo Srečka. Ja. Srečko je muc, ki pri vas biva čez dan, v knjižnici pride, se sprehodi, se naje, se naspi, se podruži, se zelo rad pocrklja. Sama sem bila zelo srečna v njegovi bližini. Ampak ti si se tudi resno lotila pisanja članka o mačkah. Mačke, si mi rekla, so bile že v Aleksandrijski knjižnici, verjetno z nekim razlogom, ne takšnim kot danes. Pomen tega tvojega članka bo pa verjetno tudi v tem, da boš pokazala terapevtske in pozitivne energetske učinke sobivanja človeka, knjižničarja, mačka, obiskovalca, bralca. Ja. Mnogi mislijo, da maček sam tam leži, pa ni nič od njega, ne? Ampak zdaj, odkar nas Srečko hodi v knjižnico, vidimo, da temu sploh ni tako, ne? Vsak, ki pride v knjižnico, se nasmehne in reče, mucka imate, potem otroci, ki pridejo recimo z vrtcem na Ciciuhca, popoldne pripeljejo starše sabo, jim pokažejo, to je pa Srečko, potem en ata je en zanč prišel in je rekel, kje imate tistega mačka, otrok mi je naročil, da ga moram slikati, tako da naš Srečko je tak in terapevtski in promotor knjižnice, tako da lepšega si ne bi mogli želeti. Ga imate ti in sodelavci verjetno neizmerno radi? Ja, seveda. Ko zaprete knjižnico zvečer, se zgodi s Srečkom kaj? Rečemo, Srečko, zdaj bo treba pa iti. Počas malo čuden gleda, pa gre pol. Od začetka smo mogli kar malo ven odnesti, ampak zdaj pa kar sam gre. Ve, kdaj približan je čas in on se odpravi proti vratom, odpremo in on gre.
Zjutraj vas že čaka, preden pridete v službo? Ja, večinoma že čaka pred brati in čaka na svoj prvi zajtrk. Karmen, hvala, ker si bila gostja v podcastu Ustvarjalne dimenzije Knjižničar, knjižničarka in pa seveda hvala ti tudi za Srečkov štempelj. Ja, hvala za povabilo, bilo mi je neizmerno veselje. Vabimo vas, dragi poslušalci in drage poslušalke, da tale najin pogovor delite s prijatelji ali pa prisluhnete še kakšni epizodi. Podcast UDK lahko poslušate in mu sledite na platformah Apple Podcasts, Spotify, YouTube in v ostalih aplikacijah za podcaste. Vse povezave in dodatne vsebine pa seveda najdete tudi na spletni strani mkl.si pod razdelkom MMC.